Danes smo na konferenci mednarodni o deinstitucionalizaciji, pa me zanima, vi ste soorganizator ministrstva, kako gre to skupaj, ker tudi podpirate institucije, kot je zdaj recimo gradnja na Debelem rtiču? No, načelna smeritev Slovenije oziroma Republike Slovenije je, da gremo v krepitev skupnostnih oblik, da gremo v razvoj takih storitev in oblik pomoči, ki bodo ljudem omogočali, da čim dalj časa ostanejo v domačem okolju, da si tudi ustvarijo svojo družino in avtonomijo znotraj pogojev, ki veljajo tudi za ostale ljudi. Je pa verjetno nek določen procent ali odstotek ljudi, ki bodo potrebovali neke intenzivne oblike podpore in pomoči, tako da osebno verjetno oziroma ministrstvo meni, da neke popolne deinstitucionalizacije 100% ne bo možno speljati. Je pa dejstvo, da je pri nas še vedno vse preveč ljudi v institucijah in da vsi ti procesi, o katerih že dolg časa govorimo, zelo zamujajo in da bo treba narediti bolj odločne korake v smeri preselitve ljudi, ki so zdaj vključeni v institucije. Pa ste pogledali prakse na Zahodu. Na Zahodu recimo institucije se zapirajo in vedno manj ljudi v institucijah, ampak mene res moti, da še vedno preveč denarja porabljamo ravno iz ministrstva za te institucije. Ker te prakse niso slabe, ne? Dejstvo je, da se v zadnjih letih veliko zgodilo v teh novih oblikah razvoja, možnosti za to, da ljudje lahko ostanejo v lokalni skupnosti, v lokalnem okolju. Mislim, da se teh praks nekaj tudi prenaša v Slovenijo, dokaj uspešno. Jaz ne bi rekel, da je Slovenija najbolj institucionalizirana država na svetu, je pa med tistimi, ki imajo relativno visok delež starejših in odraslih v institucijah. To, kar se nam zdi zlasti pomembno, je to, da bi deinstitucionalizacijo dosledno izvedli na področju otrok, mladih, pa tudi odraslih. Pri starejših vemo, da ta številka močno narašča, da so neki kompleksni problemi in okoliščine, ki zahtevajo včasih namestitev v institucije, ampak mislim, da zlasti pri mlajših skupinah prebivalstva bi pa morali narediti bistveno bolj odločne korake v smeri tega, da ostanejo v lokalni skupnosti. Če bi nekaj discipliniranega taka, ali bi ga dal, recimo, da so dosegli interesa, ali bi ga dal v institucijo? No, če bi imel pogoje, če jih imam tako, kot jih imam zdaj, potem bi naredil vse za to, da otrok ostane doma. Absolutno, je pa res, ne. In to je zelo pomembno tudi poudariti, da se veliko staršev odloči za to, da otroka napoti v institucijo zaradi socialnih okoliščin, zaradi revščine, materialne nepreskrbljenosti oziroma zaradi slabih bivalnih pogojev, ki jih imajo, in to smo videli pravzaprav prav v tem času ekonomske krize, ko se je pritisk na institucije, ki so bile že v bistvu neke vrste transformacije in so se zmanjševale, ponovno povečal in zavodi, ki so tradicionalno že začeli opuščati sprejemanje, so svoje kapacitete praktično napolnili. In razlog ni bil v neozaveščenosti staršev ali pa v tem, da imajo premalo radi otroke ali pa karkoli, ampak enostavno materialna socialna nuja, ki jih je prisilila v to, ker vejo, da v instituciji bo ta otrok preskrbljen, da bo dobil kompleksno in popolno oskrbo in da bo z vidika staršev tudi to bolj dostopno cenovno. Tako da dejstvo je, da je treba spreminjati zakonodajo v tem smislu, da se tistim staršem, ki želijo otroke imeti doma, ki želijo biti z njimi, omogoči pogoje in vzpostavi načine za to, da te otroci ostanejo pri svojih starših, svojimi vrstniki in svojimi prijatelji v domačem okolju.